Ampak najprej izjemen primer domačega znanja in ustvarjalnosti. Na robu planote v Podgorju pri Slovenj Gradcu stoji družinska hiša, ki izstopa svojo izrazito drugačnostjo. Že njena zunanja podoba odraža sodoben način življenja in razmišljanje brez predsodkov. Njena notranjost pa je bila lani na mesecu oblikovanja razglašena za interjer leta. Tale hiša vas bo sezula, polna je edinstvenih arhitekturnih detajlov. Navzven deluje kot trden diamant, ki se dviga iz tal, znotraj pa preseneti z mehkobo zaobljenih oblik in skozi velike steklene površine vabi naravo, da priteče k nam v prostor. Borut, ste sveže vseljeni v to izjemno hišo. Povejte mi, a ste si takšno želeli, kakšna so bila vaša začetna pričakovanja? Nekih začetnih pričakovanj z ženo Nino nismo imela. Z arhitektom Miho in Špelo se poznamo že vrsto let. Edina želja je bila nekaj, da bi imela mogoče neke vrste zimski vrt, da bi bila v stiku z naravo. Najprej, ko smo se dobili na prvem sestanku, sta prinesla kvadratke z sobami, s kvadraturami sob, da smo si približno predstavljali, kakšna kvadratura bo recimo za spalnico, dnevno sobo in ostale prostore. Potem pa se Miha in Špela sta se lotila risanja tlorisov in ko sta naslednjič prinesla tudi tlorise, smo lahko rekli samo wow, ker je bila res izjemna arhitektura. Vsaka arhitektura pomeni določen poseg v prostor. Kako ste se pri načrtovanju tele res nevsakdanje hiše prilagajali okolju? V prvem obisku lokacije smo ugotovili, da gre za izjemno parcelo, ki stoji na robu planote za filmsko panoramo vzdolž doline, ki vodi od Slovenj Gradca do Podgorja, in smo se začeli spraševati, kako atmosfero te lokacije čim bolj ohraniti. Torej, hišo smo zasnovali kot enostaven zaslon. Proti severu smo postavili servisne prostore, kot je garaža, stranišča in tako naprej, da smo lahko na južni strani dobili velik odprt bivalni prostor. Gospod Božac, v čem se tale hiša v Podgorju razlikuje od ostalih, ki ste jih naredili do zdaj? Na začetku lahko rečem, da v Marlesu vse naše objekte zasnujemo in pa izvajamo individualno. To, kar je pa pri tej konkretni hiši posebno, pa je njena drzna arhitektura. Arhitekturni presežek, za katerega smo se odločili, da ga bomo izvedli v leseni konstrukciji, in to je bil svojevrstni izziv. Narediti takšno arhitekturo z leseno konstrukcijo, hkrati pa ohraniti vse pozitivne lastnosti naših siceršnjih objektov in izvesti dela na tak način, da bo investitor z njimi zadovoljen. Glede na vesoljsko obliko, glede na razgibanost, glede na velikost steklenih površin, kako ste zagotovili lahko pasivnost? Moram reči, da prvotna želja investitorja ni bila, da bi bil objekt izveden v pasivnem standardu. Prvotna želja je bila imeti objekt, ki bo arhitekturni presežek. Ko pa smo prišli do umestitve objekta v prostor, smo ugotovili, da je idealno pozicioniran v smeri sever-jug in da so na severu površine, ki so dobro izolirane, in da imamo na južni strani steklene površine, ki omogočajo pozimi solarne pribitke, poleti pa ustrezno senčenje. Ko smo to nadgradili z našim certificiranim sistemom za inštalacijsko ravnino, dodatno izolirali streho, izvedli prisilno prezračevanje in izvedena je tudi dodatna izolacija pod temeljno ploščo, smo dejansko prišli do pasivnega standarda. Glede na to, da ste pa omenili vesoljsko obliko oziroma arhitekturo, pa lahko povem še zanimivost, da smo kovinske konstrukcijske dele ovili za tako imenovano vesoljsko folijo. Gre za poseben izolacijski material v 17 slojih, ki omogoča izjemno toplotno učinkovitost, in na tak način smo omogočili in izvedli izjemen izolacijski sloj, toplotni ovoj celotne stavbe, ter tudi hkrati preprečili toplotne mostove na objektu. Predvidevam, da je taka hiša zahtevala tudi marsikateri neobičajen, nestandarden postopek, kar se tiče arhitekture, kar se tiče gradnje. Kaj je bilo tukaj posebnega? Drži, posebnosti je bilo kar nekaj. Kot prvo moram reči, da je v osnovi tlorisna zasnova objekta mnogokotnik in da je sam objekt zasnovan v dveh različnih višinskih nivojih. Zaradi tega smo morali vsako posamezno steno montirati z pomočjo GPS koordinat. Se pravi GPS sistem, kjer smo locirali pozicijo vsake posamezne stene. Naslednja zanimivost je, da gre za štirikapno streho, ki pa ima poševno sleme.
Zaradi tega je moral krovec vsak posamezni strešni element oziroma strešno ploščo krojiti posebej. Naslednja zadeva je perforirana fasada, se pravi z odprtinami, kjer smo pa mogli zagotoviti tako toplotno izolativnost te fasade, kot tudi prezračevanost te fasade. In mogoče še zadnji element je pa vhod v sam objekt, ki je obdelan z opažom, tako kot celotna stena, na kateri se ta vhod nahaja, zato tega vhoda nadaleč sploh ni mogoče opaziti. Ker arhitekt na trgu ni našel ustreznih sten s perforacijami, jih je kar sam načrtoval. Izvedbo inovativnega izdelka je zaupal strokovnjakom iz Marlesa. Ti so v proizvodnji z računalniško vodenim laserskim razrezom naredili luknje v fasadni ovoj in jih zapolnili z enostavnimi odtočnimi cevmi, v katere so umestili okrogla stekla. Kakšna je vloga perforirane fasade? Čemu ta naluknjenost? Za delom fasade, kjer je perforacija, so na drugi strani prostori, kot je spalnica, garderoba, sanitarije. Zato smo iskali način, kako v prostor spustiti dnevno svetlobo, hkrati pa ščititi pred pogledi iz okolice. Torej, perforacija postane del fasade, zgolj velikost, dimenzija, intenziteta lukenj se spreminja. Arhitekt Miha Čebulj si je v notranjosti omislil stene, kakršnih ne vidimo v običajnih hišah. Tako je mojstre v podjetju Marles postavil pred dodaten izziv. Stene smo izvedli v naši proizvodnji, se pravi so prefabricirane, vendar smo jih izvedli ravne. Ko pa smo jih zmontirali, smo pa jih na licu mesta obdelali z 2 slojema mavčnih plošč debeline 6 mm, tako da smo dobili te okrogline in dejansko v celotnem objektu ni niti enega vogala. Hiša navzven ne deluje trdno, ostrih linij, notri pa preseneti čisto druga dinamika, prevladuje zaobljenost, neskončne krožne linije. Kako ste tukaj razmišljali? Se pravi, trden ovoj omogoča mehko sredico. Hiša je zavetje, v kateri se počutimo toplo, varno. V sredini prostora je toplota, kamin v dvovišinskem prostoru, ki predstavlja središče hiše, ki se postopoma presnavlja v bolj privatne dele hiše v nadstropju, kot so spalnice, kopalnice in tako naprej. No, veliko drznosti in inovativnosti pa kažejo tudi detajli, kot so naprimer tale zrcalna površina, na kateri je kuhinjski pult, ki je pa masiven, skalnat, kamnit, ali pa miza, debela lesena površina na zelo tankih nožicah. Tako se zdi, kot da se zelo radi poigravate s kontrasti. Tako je. Pri oblikovanju sledimo igrivosti, raziskovalnosti. Človek je dinamičen sistem, okolje je dinamičen sistem, med njima je arhitektura, ki večinoma ostaja statična. Torej, po našem mnenju želimo v arhitekturo prinesti dinamičnost. Z ogledali so poudarili vertikalno dimenzijo, ki spodbuja uporabnika k intenzivnejšemu doživljanju intimnega prostora. Tudi v veliki kopalnici, ki je povezana s spalnico, so se poigrali z manj običajnimi materiali. Naročnik si je zaželel, da bi imel v kopalnici na steni sliko. Izbrali smo sliko Henrija Rousseauja, Sanje, torej džunglo, sanjski prizor iz džungle, in smo začeli razmišljati, zakaj bi bili obiskovalci, uporabniki zgolj opazovalci slike, zakaj ne bi bili akterji v sliki. Tako smo sliko povečali čez cel prostor, jo podvojili, torej elemente iz slike podvojili na stekleni steni, ki loči kopalnico od spalnice. Torej, izoblikovali smo prostor, kjer se človek lahko olajša med džungelskimi listi. Da hiša kliče naravo k sebi, da omogoča ta stik, tukaj res ni samo floskula, ker že medtem, ko se midva pogovarjava, lahko opazujeva tele jelenčke, jelenjad, ki se sprehaja nama pred nosom. Kakšna je zgodba teh srnic, jelenov, damjakov, ne vem, kaj so? Ja, te jeleni so bili v bistvu tule že preden smo začeli delati hišo. V bistvu je tole en hrib, kjer je bilo treba kositi, strm hrib, in zato sta se ta spetašča odločila, da zagradite tale hrib in not naselite jelene, da v bistvu ne bo treba kositi trave. Ker niso našli svetila, ki bi se podalo v veličastni dvovišinski bivalni prostor, je lastnik sam izdelal lahkotni luči v obliki navpičnih oblakov. Na internetu smo našli načrte, kako se pač te luči delajo. Spod je mreža za zaščito sadnega drevja,
potem so notri še določene žice, da držijo led trkove, čez je vrtna folija, na to je pa potem z lepilom v spreju dodana poliesterska vlakna, ki so v bistvu polnilo za blazine. Povejte mi še nekaj, kako se pa človek navadi na življenje s toliko zaobljenimi stenami, kjer ni pravih kotov? V bistvu mi je tole zelo všeč. Linija deluje zelo naravno, kot narava, ni tistih ostrih ogalov. Mogoče je najbolj všeč sinu Eriku, ker ga ne moremo poslati v kot, ko je žleht.